Pozdravljeni, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Svet občine Idrija je pred dnevi letošnje leto razglasil za Skopoljevo leto. Več o razlogih za to odločitev in o dogodkih, s katerimi bomo v Idriji in Sloveniji obeležili Skopoljevo leto, nam bosta povedala Martina Pelhan in Jože Bovcon, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošla. Dober dan. Pozdravljen. 300 let Skopolja, Janeza Antona ali Giovannija Antonija. Kako bomo rešili to uganko? Ja, uganka, bom rekel, je kar bolj komplicirana, zato ker je Ioannes Antoni Scopoli, recimo pravilno, ker se je pač v latinščini tako pisalo, ampak je potem tudi že z J-jem pisano, kar je ena taka malo umestna latinščina. Giovanni je seveda zaradi italijanščine, se pravi Giovanni Antonio Scopoli. Janez smo pa Slovenci pač dodali, tako da v bistvu v knjigah je bil zmeraj z I-jem, Ioannis Antoni Scopoli, in to je v bistvu tisto, kar je verjetno najbolj pravilno. Strokovnjak evropskega pomena, o tem se najbrž vsi strinjamo, piše tako, da je bil polihistor, mineralog, paleontolog, agronomijo je obvladal, veterino, medicino, farmacijo, kemijo in gozdarstvo, bil je multipraktik. Ja, v tistem obdobju so bili zdravniki multipraktiki, oziroma Skopol je bil pa še prav posebej. Skopol je sicer bil po osnovni izobrazbi zdravnik, ampak ko je prišel v Idrijo, se je ukvarjal še z vrsto različnimi vedami oziroma različnimi, predvsem z botaniko. Proučeval je rastlinstvo v bližnji in daljni okolici, potem ukvarjal se z entomologijo. Sigurno, absolutno je prvi, ki je opisal tudi rude v idrijskem rudniku, tako da ga smatramo kot prvega geologa, in v svoji razpravi je opisal tudi vitriol, epsomit, tako da ga iz tega stališča smatramo kot prvega mineraloga. Seveda tudi kot prvega kemika in tudi kot prvega tistega, ki je seveda utrdil tudi medicino dela. Rojen je v Italiji pravzaprav, študiral pa je na Dunaju. Ja, študiral je v tedanji Habsburški monarhiji, in je tudi računal, da bo dobil eno, bom rekel, dosti ugodno mesto. Van Swieten, ki je takrat v bistvu bil tisti, ki je Mariji Tereziji v bistvu svetoval vse, karkoli je bilo, bom rekel, znanostjo v zvezi, mu je obljubljal dobro mesto, ampak potem je dobil mesto v Idriji, kar se je sicer Skopolju zdelo, da so ga dali nekam, bom rekel, po domače rečeno Bogu za hrbtom. V resnici pa ni bilo tako, ker Idrija je bila v bistvu izredno pomembno mesto, zato ker pač idrijski rudnik je prinašal Habsburški monarhiji ogromno denarja, in v bistvu Skopoli dejansko tega ni videl, kako pomembno mesto gre, seveda. In ker je prišel sem, bomo rekli, mogoče tako, je bil malo pod stresom, ni bil nekje na Dunaju, ni bil nekje v dosegu velikih knjižnic, recimo kot si je on predstavljal, kot gospod. Je bil pa ta stres verjetno ravno te prav, ker je največja in najpomembnejša dela v obdobju med 1754 in 1769, ko je deloval v Idriji, izdal. To je v bistvu, bom rekel, pojem znanosti za tedanje obdobje, ki je še vedno aktualna, recimo. In on se je v tem času tudi z Linnejem dopisoval od 1760-61, v bistvu so mala pisma tukaj iz Idrije v Uppsalo, recimo, in obratno nazaj. Se pravi, bil je povezan z svetovnim formatom znanstvenika in tudi on je bil znanstvenik svetovnega formata, ker ne nazadnje bi lahko dodal še, da je tudi recimo s fenologijo se začel te prvi ukvarjati, je recimo tam že leta 1763 napisal, kdaj recimo rastline prvič cvetijo, recimo, Zbiral je slovenska imena, kar nekaj slovenskih imen je zbral, kot se je tudi Linne s tem ukvarjal, če bi rekel, poznal, večinoma je rečeno, da slovenščine ni poznal, ampak zanesljivo je pa poznal narečja. Zdaj tukaj, ko smo, najbolj pomembno je recimo, če rečemo lipa, ki jo je on opisal iz teh naših koncev, ampak je zraven napisal lipa v drevu. Tako kot na Cerklanskem recimo rečejo. Pol je recimo napisal Monteburzen, kot je slišal pri Cerklanih, in do leta 1974 niso vedeli raziskovalci, kjer je klasično nahajališče, bom rekel, panonskega svišča, ki je bilo na Poreznu, ker pač v Ljubljani niso razumeli cerklanščine, recimo tako, in šele, ko je magister, zdaj Gabriel Seljak delal diplomsko nalogo, sta šla s pokojnim Petkovškom
v Labine in sta pri njegovi mami pol slišala, ko je rekla, na Purzen greste. In potem je bil v bistvu preklop narejen. In tako, bom rekel, kljub temu, da rečemo, bom rekel, tudi po 300 letih še vedno rečemo, da je bil Skopoli tujec, pa ni bil. On je bil državljan, tako kot smo bili mi tedaj Habsburške monarhije in vsi veliki narodi, vsakega, ki je v tistem okolju nekaj naredil, vzamejo za svojega. Zato je po 300 letih se spodobi, da rečemo, Skopoli bil naš. Vsekakor v Idrijo je prišel leta 1754, že sama pot do Idrije je bila hudo stresna za njega, doživel je brodolom, izgubil je vse naprave, knjige in je prišel samo v obliki, kar je imel na sebi. Ja. V Idriji mu je umrla tudi žena, vemo, in 2 otroka, tako da ni imel lahkega življenja tukaj. Ja, že na poti je doživel res, kot ste rekel, velike strese, doživel je brodolom in tako, da je izgubil vse instrumente in knjige. In ko je prišel v Idrijo, je bil nekako ves čas v nesoglasju z direktorjem. Namreč direktor Hauptmann, ki je prosil na Dunaj, da bi prišel prvi zdravnik v Idrijo, več kot 250 let je bilo teh prošenj, dolgo obdobje je bila Idrija v bistvu brez šolanega zdravnika, imeli so samo padarja. No in ko je prišel 23. julija v Idrijo, je par tednov prej umrl Hauptmann in nadomestil ga je Sartori, novi direktor, in z njim se nista razumela. Tako da so bila ta nesoglasja vsa leta, nekako eden in drugi se je pritoževal na Dunajski dvor. In pa mogoče to moramo tudi razumeti, ni razumel jezika tukajšnjega, tako da je vedno rabil nekoga ob sebi, da mu je prevajal. Tudi se ni najbolje počutil. Je pa to, da je on v začetku zelo poskušal, da bi nekako se je ukvarjal z boleznijo, merkurializmom in je tudi predlagal mnogo katere izboljšave, da bi naredili tako v topilnici kot tudi v jami, vendar vsega ga niso poslušali in te izboljšave so zelo zanimive. Namreč že takrat je predlagal, da bi bil to skrajšani delovnik, da bi se selili iz delovišča, ki je zelo obremenjeno živim srebrom, da bi rudarje selili na delovišča, ki niso tako obremenjena, kjer kopljajo na primer cinabaritno rudo, tam, kjer je bila pa živosrebrova ruda s samorodnim živim srebrom, pa je bilo tukaj res velike koncentracije. Potem velike koncentracije so bile tudi v topilnici in kjer je tudi predlagal, da ne bi na primer z bosimi nogami štupe teptali. In tako da je res imel veliko izboljšav in tudi je predlagal, da se morajo veliko gibati na svežem zraku, da se morajo, ko grejo domov, okopati, tako da nekako ne bi nosili na svojih oblekah tega hlapov živega srebra. Tako da, ja. Imel pa je dobre povezave z Dunajem, z dvorno komoro. Marija Terezija mu je celo izplačala odškodnino za izgubljene predmete v brodolomu. Skoraj enoletno plačo mu je dodala. Ja, sej bom rekel, takrat ni bilo tako, se je dalo kaj dobiti, recimo. Če bi gledal z današnjega vidika, bi težko recimo kaj takega dobil. Res je, da je recimo imel zaslombo pri Van Svitnu, tisti je bil pomemben, recimo. Za njegovo, bom rekel, primat sta se borila tako Žaken, ki je bil na Dunaju, recimo kot Skopoli. En tak zanimiv prispevek bo na tem simpoziju, ki ga bomo imeli prav o tej temi. Ampak oba sta v bistvu dobivala, bom rekel, podporo od istega mecena, če bi tako rekel. Je bil pa Skopoli, bom rekel, kljub vsemu odločen človek, ker recimo ne glede na to, da mu iz Svitn dajo podporo, ko je bilo recimo za poimenovanje rastlin, je rekel, da od mecenov se rastlin ne poimenuje. In si upal to reči. Načelni je bil, tudi recimo Linneju ravno tako, recimo, če se ni strinjal z Linnejem, mu je napisal. In Linnej tudi to spoštoval. Ni bilo, bom rekel, tega, da bi pač Skopoli sveto sledil Linnejevim načelom. Je rekel, to je Linnej slabo videl in recimo en tak primer je recimo tudi, bom rekel, če se mal na drug del dam, recimo na človeško ribico, ki je v bistvu Skopoli toliko časa čakal, da je v bistvu zamudil primat pri opisu, zato ker Linnej se ni mogel odločiti, recimo. Pri rastlinah recimo se je Skopoli odločil, tukaj recimo je sicer opisal potem človeško ribico, ampak je bil že prepozen, je Laurenti recimo tole opisal. Po rastlinah je veliko krat recimo nasprotoval Skopolju, je rekel, ne, to sem jaz drugače videl, Skopoli tega ne razume.
in sta se doposvala in sta se cenila. Bom rekel, ta pisma niso bila tista, ko bi govorila o tem, da se ne cenita. Žaken je bil pa tisti, ki pol mal, bom rekel, mal krmaro. Če je videl, da je Linné rekel, da je dober, pol je bil Žaken mal teh. Če ne, pa Žaken mal recimo tako proti njemu delal. Tako da so bile zelo zanimive zadeve. Nič novega bi rekel. Ta pisma so potovala iz Idrije, iz Kosovele, današnje Kosovele ulice, kjer je stanoval. Hišo poznamo, tudi spominsko ploščo, 1, 2, 3 pravzaprav. Imamo na tem poslopju. Gre za znamenito hišo, konec koncev. Ja, Skopoli, ko je prišel v Idrijo, je potem stanoval svojo družino v tako imenovani Švici, kot jo vsi poznamo, oziroma Steinbergovi hiši, kjer so stanovali za njim tudi Ake, naprimer, tudi drugi zelo pomembni, poleg upravnikov rudnika, tudi naravoslovci. No, v Švici tam je stanoval, je imel tudi svojo ordinacijo in tudi svoj vrtiček z zdravilnimi rožami. V Švici, kjer je stanoval, nas danes marsikaj spominja na njega, kot ste že omenil, plošča, ki so jo postavili ob 100-letnici njegove smrti leta 1888 v spomin na velikega Skopolija, ki je bil tudi, mislim, da piše, veliki botanik, veliki naravoslovec, poleg tega, da je bil prvi rudniški zdravnik. Kasneje pa po obnovi po letu 1996, rudnik živega srebra je Švico obnovil, v tistem obdobju pa so postavili še ploščo v spomin na dopisovanje med Linnéjem in Skopolijem. To mislim, da je bilo leta 2001, in v sami hiši sta pa še 2 vitraža, ki sta tudi posvečena Skopoliju, Akeju in Steinbergu. Ob hiši je tudi znan Korletov vodnjak, sicer ni na originalnem mestu, vendar le na nek način dopolnjuje to zgodbo. Ja, tudi, in pa seveda poimenovanje Ahacijev trg. Vsekakor. Skopoli je proučeval tudi ostale predele, že prej ste omenili in Porezen, bil je tudi na Notranjskem. Kje vse? Skopoli je bil povsod, bom rekel, šel je po vsej tedanji Kranjski, še malo širše, recimo, kot danes to razumemo. Šel je do, bom rekel, Trsta, Devina, nekatere rastline je od tam opisal, tako da veliko je prehodil recimo Alpe, alpski del, ne samo Julijske Alpe, tudi v drugih delih je bil, veliko govori o Tolminskih Alpah, recimo. Tako da vse te dele je prešel. Je pa, bom rekel, izredno dober, da je v bistvu današnji čas, ko se sprehajamo recimo tukaj po teh travnikih, še vedno dobimo Skopolje vrste, ko jih je tukaj videl, od trizobe kukavce recimo, ali pa recimo tle noter, pa rekel smo imeli, bom rekel, rumeno milje, čist tle pod nekdanjimi nebesi rasti, še vedno v tisti škarpi noter, ko se je naknadno naselilo, recimo vrsta, ki sicer v višjih predelih, Pa bom rekel ruj, ki ga vidimo tukaj, ne nazadnje pa lipa, kot bom rekel, tudi simbol, ko jo včasih smatramo, da je slovenski simbol, on jo je opisal od tukaj, recimo, čeprav bi jo lahko kjerkoli drugje prej videl. In pa še poimenoval je lipovo drevo, kot smo že omenili. In bom rekel, teh vrst je še kar nekaj, recimo tudi črni gaber je recimo od tukaj opisan. Pa recimo kraški gaber, tam Carpopteris orientalis je tudi njegova vrsta. Se pravi, tudi drevesne vrste je opisal, ne samo, bom rekel, te malo drobnejše, recimo trajnice ali pa tudi kakšno enoletnico, recimo. Kjerkoli šel je pač nekaj videl in tam je nekaj lahko našel. In ko gremo po teh pisanih travnikih, tukaj še vedno te rastline, ki so bile takrat, tukaj lahko tudi vidimo. Ali pa če gremo ob Divje jezero, pa vidimo tam recimo vrbo, ki jo je tam opisal kot klasično hajališče, recimo Salis eleagnus, ali pa, bom rekel, je tam bradavičarska trdoleska, ki je recimo tudi od tam. Biografi ga opisujejo kot skromnega, ustrežljivega, močne volje, predanega, vztrajnega in temeljito delavnega. Od napornega pisanja in mikroskopiranja je celo oslepel na eno oko. Sicer je objavil, mislim, da 21 knjig. Ja, to je res, ampak to je bilo že v tistem obdobju, ko je bil v Paviji, ko se je pa bolj ukvarjal s kabinetnim delom, ko bi rekli. Že v bistvu v Banski Ščavnici si začel bolj s kabinetnim delom ukvarjati. Vitri je bil pa večinoma zunaj. Je bil terenski človek. Terenski človek, in se je imel kar veliko za videti tukaj. Tle je marsikaj, pa seveda od tukaj je šel do Cerkniškega jezera, do Ljubljane, v Ljubljani je bil kar nekaj časa, recimo tudi, se je tudi poročal potem v Ljubljani, takrat je bil kar 3 mesece v Ljubljani. In je te vrste, v bistvu, ki so bile tukaj,
povsod videl in pisal, ukvarjal se je recimo s kmetijstvom. On je recimo kolobar, 8 recimo različnih kultur, recimo kolobar noter, da Vajdo je recimo zelo slavil. Edino, kar recimo ni osvojil tukaj, so bili kozovci. S kozovci sta s hokejem imela recimo celo pravdo, pa sta jo zgubila, ker kozovcev ni maral. Rekel je, tu so obupne stavbe, ki delajo samo škodo, ni bil iz tega podnebja in tega pa ni razumel recimo čisto. Ali pa recimo, ko je pisal o kraških travnikih, kako bi jih recimo lahko več pognojil, recimo on je celo pisal, koliko gnoja recimo tega drugega. Vse recimo analiziral je zemljo, recimo les je sežigal in videl potem, kjer les je boljši, kako je, z vsem se je praktično ukvarjal. Tudi s čebelarstvom. Čebelarstvom tudi, ja. V bistvu on je bil tisti, ki je, bom rekel, to oprašitev matice zunaj panja v bistvu opisal. Ja, vse tole, z vsem se je ukvarjal. Vsekakor znamenit mož, da malo takih. Ja. Povejte nam, kako bo Idrija praznovala teh 300 let od njegovega rojstva. Gre za pomemben program za mesto in okolico. Ja, mislim, tukaj je najpomembnejše to, da smo se nekako vse različne institucije, kulturne institucije in naravoslovne zbrale skupaj, tako iz Idrije kot iz Ljubljane. In nekako skupaj smo zastavili ves ta program, ki smo ga objavili v aprilu mesecu. Moram reči, da smo imeli za to zelo malo časa. Mi smo se dobili v začetku marca, Prirodoslovni muzej Slovenije, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani in Center za upravljanje z dediščino živega srebra in smo se takoj, in občina Idrija, nekako dogovorili, da pripravimo skupaj dogodke, da bo naš osrednji dogodek 2. junija, mednarodni simpozij in seveda po tem marcu je sledilo kar zelo veliko dela, da smo vse to zbrali oziroma nekako tudi tukaj v Idriji vse kulturne ustanove nekako poklicali, pozvali. Prav bi bilo, da vsak izmed nas pripravi nekaj v spomin na Skopolja in res so se vsi odzvali, predvsem tukaj nam je izjemno to, da je tudi gimnazija ponovno, namreč gimnazija je že v letih 2019 in 2020 imela kulturni maraton prav na temo Skopolja in so takrat nastala marsikatera tudi umetniška dela oziroma dela teh dijakov, likovna dela in to vse razstavljamo tudi v galeriji 2. junija, prav tako manjšo razstavo Prirodoslovnega muzeja. Nekako želimo, da bi takrat 2. junija bila Idrija v znamenju Skopolja, da bi pripravili čim več stvari. Povabljenih je oziroma veliko predavateljev se je odzvalo, več kot 20, tako da mislim, da bo tisti dan 2. junija res bilo to mestece, kot je Švica, mestece v malem in res nam je tu veliko zadovoljstvo, da je predvsem Jože Bovcon nam takrat že v začetku leta predlagal, da bi bilo pa prav, da Idrija ob tem res velikem jubileju se spet ponovno pokaže in nekako postane središče naravoslovja vsaj za tisti dan v Sloveniji, pa tudi mogoče v evropskem smislu. Kako tudi ne, 13 partnerjev ste uspeli povezati v ta cvetlični šopek, bi lahko rekli, v duhu Skopolja. Njemu boste v Botaničnem vrtu odkrili spomenik? Ja, dobil bo kar 2 spomenika. Eden bo 1. junija v Prirodoslovnem muzeju, to bo iz kamna. 3. junija popoldan ob 5. bo pa bronasti kip zraven hladnika, tudi Skopolju posvečen, ker ne nazadnje prek Wulfena je znanje Skopolja prišlo direktno do hladnika, ustanovitelja Botaničnega vrta. Ne samo, da je bilo pisno znanje, ampak tudi ustno. Ker Wulfen je s Skopoljem sodeloval, sta se poznala, sta si pisala, sta si izmenjavala rastline, tako kot si recimo z Linnejem na Uppsali, Wulfen je bil malo bližje tukaj, ker je pač delal v Gorici kot predavatelj jezuit na kolegiju jezuitskem in pa v Ljubljani 62. in 63. leta, takrat, ko je bil v Skopolju tudi tukaj. Tako da bom rekel, vse to je tisto, kar pove, kako je recimo to znanje tukaj ostajalo
v bistvu 300 let. Ne? In če 300 let, če po 300 letih recimo Skopoli še vedno nekaj pomeni, potem pomeni, da je bil velik človek. Ne? In tudi karkoli, recimo rastline, ko gledamo, recimo mi se pač z rastlinami ukvarjamo, vedno gremo pogledat drugo izdajo Skopoljeve Karniolike, vidimo, da je Skopoli že to rastlino tukaj videl. A je tako opisal in imamo v bistvu potem si sledimo, kaj se je do današnjih dni dogajalo. Še bi rekel, še ena taka recimo zanimivost. Edino, bom rekel, brezstebelnega ušivca, ki ga je najdu v Otaležu, tega do zdaj še nismo našli tam v Otaležu. Ga je drugje sicer veliko, recimo, ampak tam ga ni, mogoče je tam zginil v tem času. Druge vrste pa še vedno so tam, recimo panonski sviš še vedno vztraja na Poreznu, tam, kjer ga je recimo Skopoli videl. Se pravi, bom rekel, čist lokalno ali pa bom rečemo malo širše po celi Sloveniji, ali pa globalno, ker je bil pač povezan z Linnejem in še mnogimi drugimi znanstveniki tedanjega evropskega prostora, ki so imeli svoj renome. Se pravi, on se je dopisoval, tudi en tak prispevek bo v knjigi, recimo, s kolikimi ljudmi se je vse dopisoval, recimo. Strokovni simpozij bo osvetlil njegovo življenje in delo. Utegne prinesti to srečanje strokovnjakov kakšno novo spoznanje? Nova spoznanja so vedno, ja. Zelo zanimiv je recimo prispevek, ki bo izšel tudi v knjigi, monografija o Skopolju. Je recimo bila ena taka ideja, ki je nastala tudi na maratonu, recimo v gimnaziji. Že takrat smo rekli, bi nekaj izdalo o Skopolju tudi v angleščini, ker pač tega ni. No, ampak potem je bil COVID vmes, pa še mnoge druge zadeve, ki smo jih recimo v vrtu izdali. Zdaj, ko je pa 300-letnica, smo pa to idejo obudili in je v bistvu 18 prispevkov, in eden izmed teh prispevkov je od profesor dr. Klemunove iz Dunaja, kjer bo ravno to nasprotje Žaken in pa Skopoli, recimo, tako zelo na en tak prijazen način, recimo, obelodanila. Tako da v bistvu vedno se nekaj najde, bom rekel, kadarkoli Skopolja gledaš, ga malo bolj natančno pogledaš, recimo tudi to, ko smo prej zmeraj govorili, da ni znal našega jezika, ja, on je bil tisti, ki te prva slovenska imena zbiral, zdaj so bila narečena, kakorkoli, nima nobene veze. Bila so imena, tako kot jih je recimo Linne zbiral v Upsali in pa na Lapland, ko je recimo takrat šel potovati, se pravi, iste momente izbiral. Takrat je bilo pač to pomembno. In imamo recimo en presek, kaj se je od takrat do današnjih dni zgodilo, če pa tega ne bi bilo, pa tega preseka ne bi imeli. Mi imamo, lahko rečemo, eno tako ničelno stanje, kaj je bilo za časa Skopolja, pa kakšno je stanje v današnjem času. Je boljše, slabše? Ja, mislim, bom rekel, tu in tam je tudi kaj slabšega, recimo, ampak še vedno recimo eno to turško deteljo, ono Brihis vicifolio lahko dobimo dol na Senožečah, kjer je Skopoli takrat dobil. Še vedno je, recimo. In to je pomembno, kot smo rekli, recimo, tle so videli, recimo, naredili škarpe, ampak Pederota lutea, recimo rumeno milje, se je na te sekundarna rastišča naselilo. Včasih je bila pa na kamnih tam noter, ko je Skopoli videl. Zaprav, rastline si marsikaj pomagajo in to je tudi tisto, kar bi si danes morali vedeti, ko govorimo nič se nasme, pa je treba videti celotno zgodovino in potem veste, kaj se da narediti, zato ker imate stanja, ki so bila takrat in kako se je to v bistvu do današnjih dni ohranilo. Ohranilo se večinoma zaradi ljudmi, ki so tukaj to naravo vzdrževali. Sejo niso zdravniki, ampak so recimo kmetje, ki so tukaj obdelovali. Zdaj smo jih naučili malo drugače delati, pa spet malo pozabljamo, da v bistvu te rastline lahko zaradi tega zginejo. Če pa znamo, bom rekel, to, kar je nekoč kmet znal narediti, ohranjati do današnjih dni, pa vse te rastline, ki jih imamo tukaj, kar okrog 100 Skopoljevih vrst je, še vedno dobimo na naših travnikih lahko. Bi se lahko marsikaj naučili od Skopolja, če bi ga pogosteje slišali, brali, spoznavali? Marsikaj, predvsem vedoželjnosti in pa to, da je bil izjemno oster opazovalec in je znal zelo dobro opisati, tako kot je opisoval rože, je opisoval oziroma rastline, je naprimer tudi rude opisal, prvi, ki jih je opisal in še danes tisti, ki pozna rudišče, ki pozna rude, iz teh njegovih opisov, to moramo vedeti, on ni imel interneta, da bi lahko nekaj prepisal ali karkoli, ampak on je prvi to opisal. Prepoznamo, kaj je on sploh mislil. Prepoznal je, naprimer, opisal je jetrenko, bogato rudo, jetrenko, se pravi bogato rudo, potem koralno rudo je opisal. Opisal je že tudi samorodno živo srebro, marsikaj res zanimivega, potem antracit, ruden premog, tako da je res on res veliko videl.
že v tistem času. Zanimivo je, da ste uspeli povezati tudi strokovnjake, ki danes živijo v vseh Postojankah, kjer je Skopoli živel, bodo sodelovali tudi na simpoziju. Ja, tudi mogoče tukaj bi omenila, da bodo sodelovali tudi sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, namreč oni pa izdajajo v jeseni knjigo oziroma članke v Skopolji, v reviji, ki jo oni izdajajo vsako leto. Letos bo pa posvečena samo Skopolju. Tako da tudi tam nastaja marsikaj zanimivega, znanstveni članki, ki bodo deloma predstavljeni tudi v Idriji. Namreč nam je bilo Idrijčanom predvsem to vodilo, da nekako združimo vse, kar nastaja o Skopolju v Sloveniji, da pride tudi v Idrijo, da se predstavljamo skupaj in zaradi tega, ker nas je več, smo tudi močnejši oziroma bolj slišani. Vaš program je silno raznolik, bogat, na katerega od dogodkov bi posebej opozorili, povabili ljudi, naj ga ne zamudijo. Ja, če se malo pohecam, bom rekel na to sveto tridnevje, ki ga imamo od 1. junija, začne se v Prirodoslovnem muzeju, najprej s tiskovno konferenco, mislim, da ob 11:12 uri, potem je zvečer otvoritev kipa s programom, potem je seveda celodnevni simpozij tukaj v Idriji, kjer smo sicer na začetku tako skromno upali, če bi bilo za 2 ure, bi bilo veliko. Zdaj se je raztegnilo čez cel dan, pa smo morali na 10 minut omejiti, recimo predavatelje. In pa seveda tretjega je pa to zaključek tega, bom rekel, 3-dnevja v Botaničnem vrtu, kjer bo Skopolj dobil ob hladniku bronasti kip, predstavili bomo monografijo 18 avtorjev v dvojezično v celoti, ki bo obsegala tam enih 650 strani, se pravi kar zajetno delo. In to je tisto, kar je v bistvu, bom rekel, nekako strnjeno ob tem, ker ne nazadnje, 2 datuma sta. 3. junij, ko se je Skopolj lahko rodil, ali pa 13. junij, ko se je lahko rodil. Mogoče bolj kaže na 13. junij, ampak ne vemo. Pač to je stvar, ki bo recimo tudi še lahko stvar nadaljnjih raziskav. Pomembno je pa, da se je takrat rodil, da je bil tukaj in da je tukaj ustvaril največja dela. Poanta tega je bila v tem, da v bistvu povemo, da z ene Idrije je šlo znanje v svet in da je bilo tukaj tisti center znanja, ki je še danes pomemben. Ker ne nazadnje vsi, ko karkoli citirajo iz katerikoli področji, ki smo jih tukaj omenili, tudi Skopolja citirajo, pa naj bo to fenologija, pa naj bo to geologija, karkoli, vsi, ki še gledajo malo več kot samo zadnjih 10 let, ker zdaj se pač doktorate piše samo za zadnjih 5 let, da je vse on the top, kot se temu reče, ampak tisto, pa ima celovito znanje, pa gre pogledati na začetek, da vidi, kaj se je recimo na začetku zgodilo, da imaš potem celotno kontinuiteto, ki se do današnjih dni recimo dogaja tukaj. Postavimo na tej vaši misli točko, piko. Jože Bovcon, Martina Pelhan, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in vse dobro pri organizaciji tako zahtevnega projekta vam želim. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.